Najvišja točka občine Tržič, Košutnikov Turn, 2133 metrov. Najvišji vrh občine Jesenice, Vajnež, 2104 metre. Na najvišji vrh občine Žirovnica, Stol, čudovit osamelet v občini Jesenice. Prihajava na najvišji vrh občine Radovljica, Begunjščica, 2060 metrov. Lepo pozdravljeni, dobro jutro v raju na zemlji. V tem videu bova pa z Majo osvojila 4 karavanške 2000-ake, ki so najvišji vrhovi občin Tržič, Jesenice, ja, Žirovnica pa Radovljica. Tako, Ja. to so pa seveda občine Tržič je Košutnikov Košutnikov Turn, Turn, občine Radovljica, je Begunjščica, občine Jesenice Vajnež, pa občine Žirovnica. Stol. No in danes sva Na izhodišču za Košutnikov Turn. tako, na izhodišču pod Dolgo Njivo in greva na Košutnikov Turn, najvišji vrh občine Tržič. Evo, prišli smo na planino Dolgo Njivo. Evo, tam nad nami pa že Ustinja, Košute. Evo, smo na križišču, zdaj gremo pa na Košutnikov Turn, tle naprej pa proti tiram planinam Pungrad, Čijakovce. Sprav zbrali smo za gor zahodno pot na Košutnikov Turn. Seveda, Košuta je v tem letnem času, se pravi konec junija, znana po čudovitem cvetju. No, tle imamo že prvo cvetico, tako da bo na soncu. Maja, kje je to? Alpski lan. Roza. Evo, tih je več. To je pa kukavica. Kukavica, ki spada v družino Orhidej. orhidej. Evo, nad kukavico pa znamenita Rdeča murka. ja, murka. Še ena čudovita cvetlica. Julijsko-alpski mak. Evo, zdaj smo pa že na sedlu, oziroma na mejnem grebenu med Avstrijo in Slovenijo. Evo, samo še 15 minut do Košutnikovega Turna. Evo, tam nas je pa pokazal mesto Borovle bo, ja, mesto Borovle. Evo, tle pa zanimivi stolpi. Pogled proti zahodnemu delu Košute, daljav se vidi tudi Triglav. Evo, sva pa zdaj tik pod vrhom Košutnikovega Turna. Sam še malo ne loč do najvišje točke občine Tržič. Najvišja točka občine Tržič, Košutnikov Turn, 2133 metrov. Oziroma, tle piše celo 2136. Še panorama z Košutnikovega Turna. Prav, pred nama greben Košute, za grebenom Triglav, tem pa Stol, Vrtača, zadaj za Vrtačo Škrlatica, tem pa teli avstrijski hribi, spodaj mesto Borovle, pa Dravska dolina, tale bo Grlovec, tale niti ne vem kaj je, tamle za križem oziroma levo od križa je pa Obir, to je pa najsevernejši vrh v Karavankah v celoti na avstrijski strani. In pa na to stran proti vzhodu prva je Tolsta Košuta, se pravi najvzhodnejši vrh Košute, pa gor je Pece, pa za Tolsto Košuto Olševa, desno Raduha, potem pa še Kamniško-Savinjske Alpe, Ojstrica, Planjava, Mrzla gora, Rinke, Skuta, Grintovci in pa zadnja Kočna, ter pa seveda Storžič,
Evo, danes je pa z nama tudi moja mami. Evo, Gliza je prišla na vrh. Juhu. Tako da, bravo. Z vrha Košutnikovega turna sva pa zbrala Vzhodno pot. tako. Evo, takole pa zdaj približno z polovice zgleda gor. Zanimive skale, zanimive stolpi. Evo, dol pa na planina Dolga Njiva. Pa kje na zasluženo kavico. Zajtrk je bil pa že na vrhu. Super. Zdaj gremo pa še do naravne znamenitosti občine Tržič. Zbrala sva si stegovniški slap. Glede na to, da sva bila v Košuti, je tale stegovniški slap kukar nalašč za ogled. Kar lep, tak širok. Je sicer že majhen manj vode, ponovadi je še bolj vodnat. Ampak fajn, gremo še malo bližje pogledati. No, še tam je dol pada. Stegovniški slap še z te strani. Kar lepo voda teče. A tako malo tolmunčka. Super. Ena od malo manj znanih tržiških znamenitosti. Zdaj se pa nahajamo na izhodišču za Maja, za katere dve občine? Občina Jesenice pa občina Žirovnice. Tako, gremo na Vajnež, najvišji vrh občine Jesenice in pa na Stol, najvišji vrh občine Žirovnica. Tako, se pravi, v tem videu sva že predstavila najvišji vrh občine Tržič, Košutnikov turn, zdaj pa nadaljujeva s Stolom pa z Vajnežem, potem naj pa čaka še Begunjščica, to je pa najvišji vrh občine Radovljica. Tako, evo, izhodišče pa Valvazor, potem gremo pa na Potoško planino, na sedlo Belščica, na Vajnež, potem pa po grebenu še na Stol. No, sem si pa več, imamo še Grega pa Klemen. Smo pri plazu Urbas, to je začetek plazu Urbas, ki ogroža vas Koroško Belo. Verjetno ste že slišali zdaj pri kakšnih poročilah. No in tukaj se ta plaz začne in potem plazi dol strmo proti Koroški Beli. Zdaj pa naprej na pot. Po dobri uri hoje smo prišli na planino Belščico do tako imenovane Betonske. Zdaj pa proti Vajnežu je pa tamle na desno. Evo, razgled pa takle super na Julice, Zgornje Savsko dolino, proti Kepi pa na Pastirsko bajto. Še pogled strehe Betonske. Blejsko jezero, cel ga Evo, vidiš. tako, Blejsko jezero, pa Blejska Dobrava, pa mesto, na katerega najvišji vrh gremo zdaj, Jesenice. Tik pod vrhom Vajneža, pa takele čudoviti konji, pa zadaj sta tudi dva osla, super. Pogled proti Julicam, pa Blejskemu jezeru. Evo, še čist malo naju loč do vrha Vajneža. Prihajava na najvišji vrh občine Jesenice, Vajnež, 2104 metre. Evo, tukaj je oznaka 2104, pa križ na vrhu Vajneža. Evo, najvišja točka občine Jesenice.
pogled pa proti najvišji točki občine Žirovnica, Stolu in pa super pogled na tele konje, pa na Blejsko jezero. Še Maja prihaja na najvišji vrh občine Jesenice, Vajnež. Evo, Bravo, Maja. Super. do križa. Tole mula, prav na vrh Vajneža. Taka zelo firpčna je, zelo firpčna. Za nam hod. Evo, zdaj nam bo ruzak. Daj, zagra pruzak, drugač ga on. Ne. Pusti. Ja. Z Vajneža nadaljujemo naprej proti, Stolu. tako, Najvišji vrh občine Žirovnica. ja, evo ga, 1 urco, smo pa gor, čez Potoški Stol. Čudovita pot med Vajnežem pa vrhom Stola. Pred nami vrh Stola, že malo skoraj v megli. Evo, razgled pa takle čudovit. Na Blejski jezer, Blejski kot in pa na Avstrijo. Tale vrh na avstrijski strani je Ovčji vrh oziroma Kozjak, po avstrijsko Geisberg. Te poti med Stolom pa Vajnežem je pogled na Stol res veličasten. Prav taka vršna piramida Stola. Samo tukaj je tak pogled. Zanimivo. Vršna špica desno, ta bolj kopasti je pa mali Stol. Tako da še pol urce, da smo na vrhu. Prehajamo na sedlo med malim pa velikim Stolom na 2150 metrih. Zdaj pa levo na soncu veliki Stol, v megli pa mali Stol. Mi gremo seveda na vrh, na sonce. Maja, Klemen pa Grega so že na vrhu Stola. Jaz pa zdaj prihajam na vrh, na najvišji vrh občine Žirovnica. Stol 2236 metrov. Stol je pa tudi Pa najvišji vrh Karavank. tako. Evo, to je, prav tole je vrh. Na mejnem kamnu. Križa ni. Evo, takole. Tamle proti Sloveniji je že zameglen. Proti Avstriji je pa še odprto. Na pol megli Vajnež, avstrijski hribi, tole je Ovčji vrh ali Geisberg, pa razdrapana severna stena Stola. Tamle je pa proti Vrtač, že vse zameglen. Prav tako mali Stol megli. No, zdaj greva gledat pa naravno znamenitost občine Žirovnica, in sicer Turško jamo v Gozdašnici. Tako, evo, oznaka. Prav, ta oznaka se nahaja v bistvu na prvi serpentini proti koči na Valvazorju. Na zgore je Stol, najvišji vrh občine Žirovnica. Zdaj pa do jame v Gozdašnici. To je taka jama, ki so se skrivali pred turškimi upadi. Pa da vidimo, ena od znamenitosti občine Žirovnica. Evo, je pa takoj na drugi stran tega pobočja. Sva na vhodu v Turško jamo. Greva noter. Evo, tole je bilo seveda obrambno od Turkov, se vidi, obramben zid. Ja, takole je vhod.
Pa naravna jama. Evo, taka. Ole. Ja, to je bil v bistvu, tle je bil naraven vhod, ne? Sem spodaj bil pa umeten. Ja, celo ena malenkost sige se pojavila. Turška jama v gozdašnici ni prav velika, ampak glede na tole, da je to v bližini stola, da tle ni prav neki hud kraški svet, je tole kar zanimiva dvoranca. Prišla sva do naravne znamenitosti v občini Jesenice, ki pa se imenuje, Maja, kako? Poljanska baba. Tako. Kamniti osamelc. Ja. Oziroma skalni osamelec nad vasjo Kočna. Tako, evo ga. Oziroma evo jo, poljansko babo. Zanimiv kamnit osamelc na pobočju Mežakle nad vasjo Kočna. Zakaj poljanska? Zato, ker je dolina med gorjami in Kočno, so dolina Poljane, zato je tudi poljanska baba. Res čudovit osamelec v občini Jesenice. Evo, da si lahko predstavljate njeno velikost, velikost babe, je zraven Maja. Evo, je kar ogromna poljanska baba. Na drugi strani babe pa tudi zelo lep razgled. Evo, res super osamelec poljanska baba, ki se jo seveda vidi tudi iz doline. Če pogledate s Kočne proti Mežakli, se jo vidi. Evo, tole je pa razgled na del občine Jesenice, spodaj je vas Kočna. Pa seveda najvišji vrh občine Jesenice, tisti travnati Vajnež, in pa seveda stol najvišji vrh občine Žirovnica. Pred vami je še zadnji najvišji vrh občine v tem videu, to bo pa Najvišji vrh občine Radovljica, Begunjščica. tako 2060 metrov. Za štart, za izhodišče sva pa izbrala malo bolj neobičajno izhodišče, in sicer Tinčkova koča v Završnici. ja, tako. Greva pa, se pravi, s Tinčkove koče najprej na Roblek, potem pa z Robleka po običajni poti na vrh, nazaj pa potem z vrha malo proti Robleku, proti Zelenici, potem bo probala kar čez Smokuški plaz priti dol spet do Tinčkove koče videla. Tako da, tak je plan. Gremo na najvišji vrh občine Radovljica. Zdaj pa tale cesta naprej naravnost gre proti Zelenici. Midva pa tukaj zavijava desno, evo proti Robleku. To je pa res taka zelo malo hojena pot. Tukaj zdaj še sicer vlaka, potem je pa taka pot, po kateri hodi res zelo malo ljudi. Prihajava do Robleka, se pravi do koče na Begunjščici, 1656 metrov. Evo, takole, se pravi po neobičajni poti do Robleka. Super, res neobljudena pot, nisem srečala nobenega, tako da top. Zdaj pa pričakujeva nekaj ljudi. Evo, zastava pri koči na Robleku. Na pobočju Begunjščice je tudi seveda precej botanike. No, tukaj imamo, Maja, kaj? Rumeno preobjedo ali pa alpsko preobjedo je ena od preobjed. Tako, nisem čisto sigurna. Mislim, da pa je rod preobjeda. Tako da ja, zanimivo ime, ne? Je pa taka zelo lepa, zelo taka posebni cvetovi v vrsti navzgor. Pa se nam je pokazal najvišji vrh občine Radovljica,
Begunjščica. Še 20 minut, so pa na vrhu. Prihajamo na najvišji vrh občine Radovljica. Begunjščica 2060 metrov. Evo, vrh. Maja, kaj je še na Begunjščic posebnega? Da je to edini 2000 v Karavankah, ki ni mejna gora. Tako, z Avstrijo, Z ne? Avstrijo, ja. Tako. Evo, razgled pa vrtača, stol, Julici, pa seveda Blejsko jezero, pa prekrasna bohinjska megla, pa seveda tudi ljubljanska, Dobrča, Storžič, tamle je pa veliki vrh na Košuti, pa še Košutnikov Turn, tudi najvišji vrh občine Tržič in pa Košutica ter avstrijski Grlovec. Spodaj pa Zelenica. Desno od vrtače sta pa tudi dva malo manj znana, ampak čudovita vrhova. Prav, takoj pod vrtačo je Zelenjak, desni, tam ki je zdaj malo v senci, pa Palec, oziroma Pavc, Pogorensk. No, tili stolpi so stolpi na možeh, pa triangel, pa proti Ljubelu in pa Košutici. Z najvišjega vrha občine Radovljica se tudi lepo pokaže seveda mesto Radovljica. Mesto Radovljica, ja, po domači. Z vrha Begunjščice sva spet malo se stopila proti Robleku, potem pa zavila desno na njeno severno stran proti Zelenici. No, to je tale pot, ki prereže Smokuški plaz. No, ampak mi greva pa zdaj od plazu, spravno zdol, po taki stečini bolj, malo slabši potki do Smokuške planine. Evo, tamle je dom pri izviru Završnice, ampak mi bo prišla še nižji dol na to v bistvu planino, na Smokuško planino. Evo, tamle nekje pa vrh Begunjščice v ozadju. Za tale severna stran Begunjščice je pa kar divja. Lepa. Pa vrtača in pa Palec. Pa spust po Smokuškem plazu. Le dol. Evo, super! Zdaj pa prihajava do naravne znamenitosti v občini Radovljica. To je pa Slap Peračica. tako, slap Peračica, ki je edini slovenski slap na tufu, se pravi na vulkanski kamnini, vulkanski zeleni kamnini tuf. Evo, tako lepo izgleda slap Peračica. Sicer res ni visok, 5 metrov, ima pa lep slapek, pa še lepši tolmun. Ta potok Peračica se pa nahaja v bližini vasi Brezje, v tako imenovani v gozdnem kompleksu Grofija. Evo, tako izgleda lep, majhen slapek na tufu. Kanjon blizu slapu Peračica, naravna znamenitost občine Radovljica. Evo, v 3 turah sva obiskala najvišje vrhove 4 občin, in sicer Tržič sva obiskala Košutnikov Turn, Jesenice Vajnež, Žirovnica Stol in danes Radovljico z najvišjim vrhom Begunjščica. Tako, pokazala sva vam tudi 4 najbolj zanimive naravne znamenitosti teh posameznih občin. Se pravi, Stegovniški slap Tržič, Poljanska baba Jesenice, Turška jama Žirovnica, Peračiški slap v Grofiji, to je pa edini slap na tufu v Sloveniji, največja znamenitost občine
Radovljica. Če vam je bil tale video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se odčlanite v Facebook skupino Raj na zemlji, pa poglejte malo še na Instagram. Tako, spremljajte naju še naprej. Bojo spet zanimivi videi. Tako da, Čau. majte se, čau.